Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ. Upam, da se sliši zvonovi. Smo 11.7. ura je pa 12. Škoda, da ne zvonijo tukaj, pričakoval sem. No, to je memorial Nikola Tesla, se pravi rojstna hiša Nikole Tesle. In Nikola Tesla je eden izmed bistvenih elementov našega projekta Ključ. Ključ pa je dejansko tisti filter, ki ga je Tesla opisal, ko sem gledal v sonce in recitiral Goethevega Fausta. Se mi je v tem mojem mentalnem računalniku prikazovalo, kako naj moji izumi izgledajo oziroma kako funkcionirajo. Če rečemo nekako takole, Tesla seveda ni bil klasični znanstvenik, ampak je pretežno deloval na nekem zanj specifičnem transu. In ta trans je v veliki meri povezan s tem, kako je Tesla že kot otrok dojemal in videl svet. In nenazadnje tudi s tem, da je Milutin Tesla, se pravi njegov oče, bil duhovnik oziroma župnik. Seveda je jasno, da je potem njegova cerkev, v kateri je služboval, bila neposredno zraven hiše. Tako da je Nikola Tesla človek, ki je že od malih nog bil dejansko v stiku s tem, da človek potrebuje vero. Na tem mestu poudarim, vera ni enako religija, vera ni nek religiozni sistem s korupcijo, pedofilijo in podobnimi nečednimi dejanji oziroma kar kriminalnimi. Vera je dejansko idejni svet, ki človeku povsem nazorno da vedeti, da ni svet okoli njega in v njem samo materialne narave. Se pravi, vera je dopuščati si dojeti, da ne obstaja zgolj tisto, kar vidimo z golim oziroma prostim očesom. To je ena takšna zelo, zelo dobra definicija, kaj bi naj bila vera. Denimo, če gremo na en praktični primer. Ko je govora o teh duhovnih svetovih in so okrog ljudje, ki so bodisi mentalno do te mere zablokirani, bodisi prestrašeni, bodisi nepoučeni, dostikrat rečejo za nek fenomen. Če bi denimo dejal tako kot Tesla, veš, jaz pa gledam v ogenj ali v sonce in recitiram verze, pa se mi izumi kar kažejo pred očmi, bi tak povprečen skeptik oziroma ne verujoči rekel, pa kaj ti to verjameš? Vsakdo izmed vas in seveda tudi jaz, kot avtor tega videa in projekta, imam v življenju izkušnje, ko je bilo treba komu kaj dopovedati, ki je bilo nekoliko odmaknjeno od običajnega, povprečnega in na nek način tudi bednega, nazadnjaškega, ukalupljenega, vedno enakega, vedno istega, je pri teh ljudeh, ki niso zmožni stopiti iz dojemanja zgolj materialnega sveta, bilo slišati, pa kaj ti to verjameš. Sedaj sem vmes malce se ustavil, ker slišim, da se tu v cerkvi nekaj dogaja. Čeprav je cerkev prej bila zaklenjena, sedaj pa, aha, super, je odprta. Bomo šli potem pa se not v video 2, da ne bo predolgo. Skratka, tukaj na domačiji Nikole Tesle povemo, da ostanemo nekako v okviru 5-6 minut. Prej sem tudi prebral v njegovi hiši, bomo šli tudi tisto posnet, denimo, da bomo naredili 3 ključe. Človek, da dojema svet okoli sebe, kako svet deluje, kako svet funkcionira, kako je svet nastal, potrebuje vero. Vera pa ni enaka religiji. Religija je nekritično naučeno
povzemati in reproducirati neke dogmatske elemente. Ponavadi so irealni, so dejansko, bi rekel človek, blodnje. Vera pa je, če spet za zaključek pokažem tako praktično, si dovoliti misliti v smeri, ko se pogleda okoli sebe, si reči, pa ne more biti samo to, ne more biti samo to tisto, kaj je. Se razumemo? To je zelo bistveno in potem gremo sedaj, kot rečeno, še v cerkev in v rojstno hišo. To je bil prvi del ključa, ki bo danes trilogija, če pa bo še kaj zanimivega, pa še bomo dodali epilog.